Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci. Vroča tema na portalu Domovina bo tokrat v ospredje postavila evtanazijo. Več kot polovica Slovencev naj bi bila tej odločitvi naklonjena in po državi se medtem nadaljuje zbiranje podpisov za zakon o evtanaziji v primeru, kot piše v zakonu, neznosnega trpljenja. Lep pozdrav, gospa profesorica doktorica Marjeta Zorman Terčelj, doktorica medicine in članica in podpredsednica Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, sicer pa zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Dober dan. Lepo pozdravljeni, gospod profesor dr. Borut Ošlaj, član in podpredsednik Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, sicer pa zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Iz različnih vidikov bomo spregovorili o pasteh evtanazije, ki izhaja iz zakona, ki ga je pripravilo društvo Srebrna nit. Dr. Borut Ošlaj, zelo pereča tema. Evtanazija oziroma samomor s pomočjo. Smo se tega vprašanja lotili kot družba na pravi način? Ja, glede na številne izkušnje, ki jih imam, bi rekel, da ne. Kar me pa ne preseneča, glede na to, da se v naši družbi tudi manj pomembnih vprašanj in problemov lotevamo na neustrezen način, nisem pričakoval, da bi se pri tako zapletenem, kot je evtanazija, lotili vprašanja na bolj celosten način. In naravno celostnost je tisto, kar me med drugim pri sami razpravi, ki poteka v naši javnosti, najbolj moti. To pomeni, da se pobudniki, ki so pripravili predlog tega zakona, praviloma, ne samo v samem predlogu zakona, temveč tudi v vseh javnih razpravah, osredotočajo zgolj na trpljenje posamezne osebe, kar je hvalevredno. Gotovo se moramo kot družba zavzemati za to, da bi bilo trpljenje v družbi tudi v zadnjih stadijih neozdravljive bolezni čim manj. Je pa težava, če želimo potem ta problem reševati na način, ki ne zadeva več samo trpečega bolnika ali umirajoče osebe, temveč poseže na bolj ali manj radikalen način tudi v druge sfere javnega življenja, ne samo v zdravstvu, o čemer bo verjetno moja kolegica bolj natančno spregovorila, temveč tudi na pravno raven, politično raven, poseže v samo vrednotenje našega življenja, poseže ne nazadnje v moralno-etična vprašanja, vzgojna vprašanja in tako naprej. Glavno vprašanje tukaj gotovo je, kako na ustrezen način pomagati, dostojanstveno umreti trpečim in umirajočim osebam. In odgovor na to vprašanje osnovno izhodišče bi moralo biti, da se tega lotevamo na način, da ne bomo za sprejetimi ukrepi in načini lajšanja bolečin oziroma pomoči pri umiranju, da ne bomo s temi načini dodatno nažirali že tako načete temelje humanosti. Doktorica Marjeta Zorman Terčelj, pri pripravi zakona zdravniki v veliki meri niste bili vključeni. Bi pričakovali večjo, ne toliko javno kot strokovno razpravo? Absolutno. Mislim, da tukaj je pravzaprav velika težava in zato tudi slabši uspeh te manjše skupine, ki se zavzema za evtanazijo. Mislim, da bi tu morali ne spraševati posamega zdravnika, ali pa posamezne zdravnike in jih testirati ali pa agentirati, če so za to, za evtanazijo. Gre tukaj za medicinsko stroko. Jaz mislim, da vsaka medicinska stroka, tako rečemo travmatologija, intenzivna nega, onkologija ali psihiatrija, kot stroka bi se morala izraziti, v kateri meri in kdaj je res ocena tista, ki pomeni neznosno trpljenje za bolnika in ko pravzaprav medicina kot taka ne more več pomagati oziroma na kakšen način lahko pomaga. In to je bistveno, kadar se tak zakon lahko sprejema. Omenili ste neznosno trpljenje, že v začetku smo dejali. Zakon predvideva končanje življenja oziroma samomor v neznosnem trpljenju. Kako to razumeti, doktorica Zorman Terčelj? Ali ne gre v tem primeru za neko subjektivno odločitev? Neznosno trpljenje je absolutno več nivojev. Je neznosno trpljenje zaradi bolečin, torej somatsko trpljenje, in neznosno trpljenje na duševnem, na psihološkem nivoju. In zdaj ocenjevati, kaj je neznosno, ne more skupina, ki želi pomagati takim ljudem, pa niso strokovno sposobljeni za to. To mora biti posebne strokovne skupine, posebno izobraženi ljudje, tudi zdravniki na vseh nivojih, da razume, kaj je to neznosno trpljenje. Mi vidimo, da v današnjem času starejši ljudje
ali pa tudi tisti, ki so osamljeni, neznosno trpijo zaradi osamljenosti, ali pa seveda zaradi bolečin, pa progresivne bolezni. Vendar pa je ta prag občutka neznosnosti posameznika bistveno različen in odvisen od njega samega in od njega tudi njegove okolice, koliko ima podpore, tako emocionalne, socialne, lahko tudi rečemo finančne, in seveda potem, koliko ima ljubezni okoli sebe. Neznosno trpljenje, doktor Ošlaj, iz filozofskega vidika, trpeti, pretrpeti, dotrpeti. Zahtevna tema. Tudi, kot je kolegica že povedala, o trpljenju posameznika zunanji težko govorimo, ne? Ker je prag tega, kdaj se trpljenje prestopi mejo neke znosnosti in postane neznosno, ta prag se do osebe zelo razlikuje, in če uzakonimo evtanazijo, potem seveda s tem dopuščamo tudi to, da bodo umirale osebe, ki bi ji ob ustrezni pozornosti družbe lahko omogočili še vedno človeka vredno življenje naprej. Zdaj, težava glede trpljenja je tudi ta, da, in ta se mi zdi zelo problematična pri sami možnosti uzakonitve evtanazije, asistiranega samomora, da se problem trpeče osebe rešuje tako, da se trpečo osebo usmrti. To je podobno, skratka, odpravimo če že nimamo možnosti, ali pa če nekateri verjamejo, da ni ustreznih možnosti, čeprav te obstajajo. Medicina in zdravstvo to vedno znova opozarjajo, da obstajajo možnosti, kako zmanjšati ali celo odpraviti trpljenje. Tudi če se lotimo tega tako, da namesto odpravljanja trpljenja tega odpravimo tako, da usmrtimo trpečo osebo, potem smo prestopili nek zelo nevaren Rubikon. V tem primeru bi lahko tudi problem lačnih ljudi reševali tako, da usmrtimo lačno osebo, in tako naprej. Skratka, mislim, da je ta način preveč radikalen, da bi ga bilo smiselno pravno urejati. Namreč obstajajo drugi načini, dosti bolj humano sprejemljivi. O tem bomo verjetno še govorili, ali bo kolegica več o tem govorila v zvezi s paliativno medicino in tako naprej, ker je dejansko mogoče trpljenje lajšati. Poleg tega pri trpljenju ne smemo pozabiti, da je hrbtna stran zadovoljstva in sreča. In da obstajajo gotovo primeri, kjer smrt ni potrebna ali usmrtitev pacienta ni potrebna, in da ta pacient, ki bi bil sicer lahko deležen v drugačnih razmerah boljše oskrbe, potem lahko živi relativno zadovoljno življenje naprej in je vesel, da v določenem trenutku, ko je bila volja do življenja morda zmanjšanja, ni posegel po to vrstno radikalni, irreverzibilni odločitvi. Se te odločitve potem ni več mogoče za nazaj spremeniti. Pripravljavci zakona pravijo, da so varovalke v zakonu, da ni mogoče, da o končanju življenja oziroma pomoči pri samomoru odloči ena oseba, ampak posebna komisija, ki bo vključevala tudi psihiatra. Doktorica Zorman Terčelj, stroka naj bi bila v komisiji, a besede pri pisanju, kot smo že dejali, velike ni imela. Se ne gre bati, da bo težko sestaviti takšno ekipo? Po eni strani bo težko, da bo res dobra in da ne bo zdrsal. Seveda vsak razume trpljenje posameznega bolnika tako na duševnem, psihiatričnem nivoju, kakor tudi na telesnem, vendar znotraj stroke vsak zdravnik ve, do kje so meje za posamezno bolezen, ki povzroča bolniku trpljenje. Posebno pri teh psihiatričnih bolnikih je to pravzaprav posebna veja, ko je treba dobro ločiti, da kot duševni bolnik nima več, ali pa dementni bolnik nima več možnosti in dejansko je trpljenje neiznosno. Ampak to ne more vsak zdravnik, to mora biti posebno izšolan zdravnik in tudi komisija ob tem, da se to natančno oceni in da ne pride do zmot oziroma napačnih diagnoz. Doktorica Zorman Terčelj, gotovo ste zakon podrobno oziroma predlog zakona predelali, pa me zato zanima glede ugovora vesti za zdravnike. Je v zakonskem predlogu po vaše ustrezno urejen? Kako je s tem? Dejstvo je, da naj bi pri tem sodeloval tudi osebni zdravnik, prav tako lečeči. Se bo šlo v tem primeru za podajanje vročega kostanja? Ja, ugovor vesti smo mi že dali, oziroma da skrbimo za človeško življenje kot zdravniki ob prejemu diplomi oziroma Hipokratovi prisegi. Mislim, da ugovor vesti poznamo ugovor vesti za umetni splav, ugovor vesti za določene posege. Vsak zdravnik ima možnost ugovora vesti za določene diagnostične postopke ali druge terapevtske postopke, ki se mu zdijo nesmiselni oziroma ki ne govorijo v prid njegovih moralnih norm. Vendar
vendar nismo pa v tej situaciji, da bi znali lahko kar vsak ali pa kar ena komisija ocenjevati za to, da bi lahko bolnika usmrtili. In jaz mislim, da je potrebno dati ugovor vesti. In ne samo ugovor vesti, tudi ugovor, da ne boš ti pokazal enega drugega zdravnika, da bi to lahko naredil. V kaj se po vaše, doktor Ošlaj, spreminja naša družba? Zakon bi po svoje omogočal samomor s pomočjo tudi nekomu, ki se le tega naveliča. Eden od zagovornikov zakona je opozoril, da ti ne medicina in ne paliativna oskrba ne morata pomagati pri izgubi avtonomije in smisla, kot ti pač življenje obrne hrbet. Lahko pričakujemo v času kriz, depresij, kar poplavo prošenj za končanje življenja. To je zdaj kar en niz vprašanj, ne vem, če bom na vse odgovoril, ampak začnimo pri koncu, kar se tiče zdrsa in možnega plazu. Če pogledamo države, ki so obe obliki pomoči pri umiranju že uzakonile, recimo Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Kanada tudi, Nova Zelandija in nekatere druge, potem vidimo, da do tovrstnih zdrsov vendarle še ni prihajalo, ampak v veliki meri zato, ker se družbene razmere niso zaostrile do te mere, ko bi bilo to možno. Vendarle pa treba opozoriti, in na to opozarjamo tudi mi, člani komisije, da se v trenutno zelo negotovih geopolitičnih razmerah v svetu, tudi klimatskih, okoljskih, socialnih, gospodarskih in tako naprej, to lahko vendarle spremeni. Tu imamo primere iz zgodovine, Druga svetovna vojna, kjer se dejansko to je zgodilo, ker je bila evtanazija uzakonjena in kjer je prišlo do plazov, ki so potem pomenili pravzaprav zločin zoper človeštvo. Skratka, sprenevedati se, da to ni mogoče, zlasti glede na zelo negotovo prihodnost sodobne globalne družbe, je gotovo relativno neodgovorno. V katero smer se bo naša družba spreminjala, o tem je vse prej kot hvaležno govoriti, v vsakem primeru pa saj osebno sem tega mnenja, o tem sem tudi precej pisal, da gre za dokaj resno nažiranje kolikor toliko trdnih temeljev humanosti naše družbe. O tem pa prav gotovo lahko govorimo, ne gre toliko za to, da bi naenkrat z uzakonitvijo evtanazije družba postala nehumana, bolj gre za to, da določene elemente nehumanosti, ki so že med nami in na katere vsi opozarjamo, uzakonitev zgolj utrdi na nek način te temelje, prenese na pravni red in to zacementira. To je večji problem, ampak problem je dokaj širok. Morebiti še glede vrednot. S tem se spreminjajo tudi vrednote družbe kot takšne. Te vrednote v družbi se že dolgo spreminjajo. Tudi glede tega se ne smemo slepiti. To je daljši proces, ki se je začel že v 19. stoletju, se po prvi, drugi svetovni vojni nadaljeval in dejansko danes živimo v družbi, pri kateri ali znotraj katere opažamo, da je prišlo do premika vrednot od klasičnih, tradicionalnih, ki so na srečo še vedno zakonsko utemeljene, skratka nedotakljivost človekovega dostojanstva, spoštovanje do življenja, toda na ravni javnega življenja pa je do tega premika že prišlo, kar bolj natančno pomeni, da te vrednote nedotakljivosti življenja in nedotakljivosti človekovega dostojanstva nimajo več take teže, namesto njih pa so postavljene vrednote kvalitete življenja, človekovih svoboščin, pravic, avtonomije, svobode in podobno. Kar pa pomeni neke vrste prevrednotenje vrednot, še zlasti, če potem to pride v pravni red. In natanko to je največji problem, saj z mojega zornega kota filozofije, da se namreč na ta način legalizirajo določene tendence v družbi, ki so že prisotne in dobijo pravno podlago. V tem primeru pa se odpre spekter številnih drugih možnosti, kjer bi nas moralo skrbeti. Doktor Ošlaj, omenili ste že tujino, pa vprašanje kar za oba. Kaj nas pa z teh evtanazije učijo izkušnje iz liberalnih zahodnih držav, kjer je uzakonjeno to že dlje časa, denimo Nizozemska, Belgija? Doktor Ošlaj. Za vsakem primeru vedno znova se ob analizi dogodkov v državah, ki so evtanazijo uzakonile, omenja tako imenovan pojem spolzkega klanca. Ta termin je primeren, dejansko govori o tem, da
začetni dobri nameni nikakor potem, ko je enkrat zakon sprejet, ne ostajajo dobri oziroma da je mogoče zakonodajo širiti v to ali ono smer in tudi zlorabljati. Posod, kjer je bila uzakonjena, se je to dogajalo, kar pomeni, da se je nabor pravic, ki so bile najprej predvidene, počasi začel širiti. Naj omenim recimo zadnji primer Kanade, ki je med zadnjimi uzakonila evtanazijo leta 2016. V prvem letu je bilo v področju dežele Quebec na mesečni ravni usmrčenih 53 oseb, eno leto zatem, torej leta 2017, že 93, kar pomeni skoraj približno 90% povečanje. Krati je zaskrbljujoče tudi to, da je zakon v Kanadi predvidel pomoč pri usmrtitvi oziroma evtanazijo pri osebah, ki so bile neozdravljivo bolne in so umirale. Kmalu zatem so se začele pojavljati zahteve in o tem se zdaj debatira, morda pa so to že sprejeli, da bi se zakon razširil tudi na otroke in na duševno bolne. Potem je kanadski zakon zanimivo tudi predvidel, kar je za podpreti, da nihče ne more zaprositi za evtanazijo, če prej ni bil deležen predhodno paliativne oskrbe. Toda kmalu, že pol leta po uzakonitvi so opažali, da številni ljudje, številni posamezniki, ki so zaprosili za evtanazijo, niso bili deležni paliativne oskrbe. Kar pomeni, so opozarjali potem nekateri zdravniki, da pomeni to bankrot zdravniškega etosa. In zdaj se pripravlja to, da bi bilo mogoče vendarle to vmesno fazo paliativne oskrbe preskočiti in bi lahko posameznik neposredno vstopil v samo strukturo oziroma v sam proces usmrtitve, bodisi z asistiranim samomorom ali pa z usmrtitvijo na zahtevo, kar evtanazija pomeni. In tako naprej. Teh primerov je še preveč, je še kar nekaj tudi v naprejšnjo voljo, je mogoče po novem naj bi bilo mogoče recimo za 20 let staro naprejšnjo voljo, ki je notarsko overjena, zakonodajalce postaviti pred zahtevo, da v primeru recimo komatoznega stanja, takrat, ko oseba ne more več dati aktualne privolitve, velja 20 let stara privolitev, v kateri nekdo reče v primeru te bolezni ne želim, da me oživljate oziroma želim, da me eutanazirate. Problem seveda take naprejšnje volje je, da se človekova razpoloženja, človekovo vrednotenje življenja in tudi posameznih življenjskih stanj lahko iz minute v minuto spreminja, kaj šele iz leta v leto. Skratka, posod smo lahko opazovali, tudi v Belgiji in Nizozemskem postopno liberalizacijo in razširitev teh pooblastil. Se nam potem odpira Pandorina skrinjica? Ja, na Nizozemskem so opazili v teh zadnjih 10 letih, tako kot je kolega rekel, da se je bistveno znižala kvaliteta paliativne terapije, paliativne medicine, ker je ni bilo potrebno, ker so ljudje se prej odločali za evtanazijo zaradi kronične končne bolezni, ki imamo nekaj. Sedaj je tudi nastal problem in v literaturi se že opažajo posamezni primeri, ko imajo tudi pravico do evtanazije psihiatrični mladi bolniki. To se pravi tisti, ki imajo po njihovem mnenju, po njihovi presoji, po pacientovi presoji, da nevzdržne depresivna stanja in željo po samomoru, potem tako lahko organizirajo, in to je tudi nekaj teh ljudi, ki so potem darovali organe. To se pravi, da so organizirali evtanazijo na ta način, da so potem lahko tudi pobrali organe za transplantacije. Tako da tukaj so spet lahko spet spolzka tla, ki lahko naprej gredo nekontrolirano, glede na to, kakšne so potrebe medicine. Zdaj, če gremo gledati nazaj, že od Sokrata, naprimer, Sokrat v tistem obdobju so najprej dovolili evtanazijo trpečih, tisti, ki so bili vojaških, pa so trpeli zaradi poškodb, pa so jih evtanazirali, in zato je potem nastopala ta Hipokratova prisega, ker je bilo to potem z tega vse preveč. In tudi isto se je potem dogajalo v prejšnjem stoletju, ko so bili tudi vojni ujetniki, težke bolezni, te kronične bolezni, ki jih medicina ni znala zdraviti, so tudi, in se je to pravzaprav to širilo. Sedaj je pa v današnjem času je pa evtanazija pravzaprav tisti, ki so, rečemo, ali vegetativnem stanju, ki imamo dovolj slikovne diagnostike, druge diagnostike, imamo pravzaprav te nekrop in mejo, kdaj je človek še živ, pa nima komunikacije oziroma zavesti, in kdaj pravzaprav je samo še vegetativno stanje. Tako da te stvari so lahko
ob teh, da ima bolnik druge diagnoze lahko še zraven in pride lahko do napak pri odločitvi, da je bolnik neozdravljivo bolen oziroma da se ne bo nikoli zbudil iz svojega nezavestnega stanja. Dovolite, v tej zvezi bi nekaj dodal. Pogosto govorimo pri nas v javnih debatah o tem, kaj se je dogajalo oziroma kaj se dogaja v tujini. Omenili smo že posamezne države. Premalo se pa vprašamo in preredko vprašamo, kaj bi uzakonitev pomenila v naših razmerah. Gotovo so razmere v Kanadi, na Nizozemskem, Belgiji, Luksemburgu in tako naprej, Avstraliji in nekaterih zveznih ameriških državah, kar se tiče sistemske urejenosti zdravja, finančne urejenosti, kadrovske, boljše kot pri nas. Uvajati evtanazijo v naših razmerah je potem dodaten problem. Ne gre samo za to, da navajamo, kaj to pomeni na Nizozemskem in že danes vemo, da je dobra polovica evtanazij tam odobrenih. Velik del je neodobren. Kaj bi pomenilo to pri nas? Kaj bi pomenilo, če bi uzakonili evtanazijo pri nas, ko paliativna medicina pravzaprav ni v zadostni meri razvita, ko imamo premalo oziroma en sam hospic, ko smo kadrovsko podhranjeni. Tak zakon bi pravzaprav, in v tem ni nobenega pretiravanja, silil ljudi, ki bi neznosno trpeli, da zaprosijo za evtanazijo, kajti trenutni sistem ni zadostno krepak in kadrovsko močan, da bi lahko zagotovil dostojno umiranje vsaki osebi. V takšnih razmerah uvajati evtanazijo pomeni tudi posredno siljenje vseh ostalih, skratka ne moremo vam zagotoviti dostojnega umiranja, ker nam zdravniki bežijo in vse ostalo, o čemer slišimo vsak dan, lahko vam pa ponudimo evtanazijo in asistiran samomor. Mislim, da je to kapitulacija humanosti. No, jaz bi tudi, če to rada omenila, da na Nizozemskem na začetku, ko je bilo to uvedeno, so bile veliko bolj stroge in bolj rigorozne odločitve. Skozi leta se je pa opazilo naslednje, da 1/3 bolnikov sploh ni podpisalo evtanazije, oziroma da se soglaša z evtanazijo. Potem se je videlo opazovanje, da so bile evtanazije v domih onemoglih ali v bolnišnicah pred dopusti, pred poletnimi dopusti. A ne tako se pravi, da tukaj zdaj se vidi tudi težnja okolja tega starega človeka, ali pa ne starega, tistega, ki je pravzaprav težko neozdravljivo bolan, da se pač umakne, zaradi tega, ker je drug ritem mlajše generacije. In mislim, da tak pristop in odnos ne bo samo slab za tega, ki umre po nepotrebnem, ampak za razvojno, tudi za naslednje generacije je to prešljivo, kakšna generacija bomo v naslednjih letih. Tako da mislim, da je to preveč občutljivo, da bi to lahko kar tako posploševali. In kot sem že prej rekla, priporočam, da vsaka stroka zna povedati, kje so meje, ko pravzaprav medicina ne more več pomagati, do kjere meje in to moramo skupaj govoriti z tistimi pobudniki. Veste, ker to ni, evtanazija ni to stvar demokracije. Evtanazija je individualna, je individualni pristop do posameznika in njegove odločitve glede smrti. In ne moremo mi z referendumom ali z preglasovanjem nekje v enem parlamentu ali pa nekje v enem množičnih preglasiti zato, da potem tiste manjše ranljive skupine lahko nastradajo, ker oni nimajo dovolj glasu, da bi se lahko branili. Spoštovana gosta, pripravljavci zakona trdijo, da pri težko bolnih začetna paliativa vodi v paliativno sedacijo, ta pa vodi v smrt. In paliativna sedacija je pomoč pacientu pri umiranju in dodajajo, da je pacient tisti, ki sam odloča o svojem življenju, torej tudi o smrti. Ja, povejte, sedacija, ja. Da, ali se ni bati, da bi v primeru, ukolikor bo ta zakon potrjen, da bomo imeli več legalnih primerov, kot smo jih videli pri Ivanu Radanu? Ja, to so te zdrsi, ne? To so te zdrsi, ki so bili opazovani na Nizozemskem, ne? Mislim, da ni pravilno, lahko rečemo, da pred 15 ali pa pred 10 leti so bile drugačni medikamenti, kot jih imamo zdaj. In imamo medikamente, ki
omilijo bolečino, fizično bolečino, ki pomagajo, da lažje dihajo, ki pomagajo, da lahko prenašajo to svoje trpljenje. In ni treba do te faze, da bi protibolečinsko njega tudi potem uspavalo. Tega zdaj ni, imamo take možnosti, tako da tega strahu ni. Medicina je toliko napredovala, doktor Ušlaj? Kot filozof o tem ne bi sodil. Ja. Mogoče v preteklosti ste zapisali, doktor Ušlaj, da smo v nekem evtanazijskem valu. Čemu to pripisati in predvsem ali pripravljavci zakona odgovarjajo na vas za stroko pomembna vprašanja, tudi pravna? Evtanazijski val je vezan na tisto, o čemer sem tukaj na kratko že spregovoril, namreč vezane na postopno spreminjanje vrednot. Kvaliteta človekovega življenja je danes pomembnejša vrednota kot nekatere druge človekove pravice in podobno, zato je pričakovati, da se bo ta val, ki ga opazujemo in ki je prišel tudi do nas, samo še širil. Pravzaprav ni več nobene, niti ene same evropske države, v kateri vprašanje evtanazije ne bi postalo javno vprašanje. In prej ali slej bo ta val plusknil na vse tako imenovane zahodne demokratične države. Zdaj, kaj to pomeni za naprej, kakšni so tukaj naši strahovi, kaj to vrstno prevrednotenje potegne za sabo, je tako široka razprava, da se v tem trenutku tukaj ne upam lotevati, razen če bolj natančno zaokrožite vprašanje. Glede evtanazijskega vala, če ostaneva za trenutek še pri njemu, ta se bo, kot ste sami dejali, nadaljeval. Šel bo naprej. Pa vseeno, kot je dejala doktorica Zorman Terčeljeva, da bo potrebno najti nek konsens, nek jezik, stroko, poslušati stroko in ne individualista posameznika. No, pri nas tega konsenza ni bilo in se bojim, da ga nikjer doslej tudi ni bilo. Ena izmed specifik sodobnih demokratičnih družb je v zadnjem času postala tudi neka bolj ali manj očitna razklanost. Ideološka, svetovno-nazorska razklanost lahko posplošimo, ta posplošitev je sicer nekoliko tvegana, pa vendarle v grobem drži razklanost na tako imenovane liberalno-leve vrednote na eni strani in pa konzervativno-desne vrednote na drugi strani. Posplošeno bi lahko rekli, da so konzervativne vrednote bolj vezane na spoštovanje človekovih življenja, nedotakljivost, dostojanstvo in podobno, medtem ko so liberalne nekoliko bolj poudarijo človekove svoboščine, avtonomijo in njegove pravice. In tukaj zaenkrat ne opažam niti v Ameriki, niti v Nemčiji, Avstriji, Švici in tako naprej, Nizozemski, povsod, kjer je bilo to že uzakonjeno, zlasti pa ne pri nas, možnosti soglasja. Mislim, da so ti okopi tako globoki in strasti tako razvnete, da je težko pričakovati tolikšno mero umnosti v tovrstnih družbah, da bi iskali skupne rešitve. Natanko to je tisto, kar me skrbi in uzakonitev ali pa razpravo o uzakonitvi evtanazije to vrstne prepade med enimi in drugimi, eno in drugače mislečimi samo poglablja in priliva olja na že tako, bom rekel, slabo voljo in deloma vodi družbo v, milo rečeno, nepravo smer. Nedavno smo videli anketo časopisa Delo, v kateri približno 57% vprašanih anketirancev podpira evtanazijo, tretjina je proti. Morebiti bi bil ta odstotek nekoliko večji, če bi to anketo delali med tistimi 60 ali pa 70 plus, doktor Ušlaj. Gotovo bi bila, kogarkoli boste vprašali, katerokoli populacijo boste vprašali, bo odstotek nekoliko drugačen, ampak bolj pomembno pri tem je, kako ta vprašanja naslavljamo, katere vidike izpostavljamo in na kak način družbo, ki naj bi o tem odločala, seznanjamo z temeljnimi problemi evtanazije. In tukaj mislim, da kot družba nismo naredili zadosti, da zlasti predlagatelji ne nagovarjajo najbolj perečih problemov evtanazije, kot rečeno, vedno znova se koncentrirajo samo na posameznika, ki trpi. In tukaj smo seveda vsi enotni, da nihče ne želi videti trpečega posameznika in da smo pripravljeni storiti vse, da se to trpljenje ustavi. Ne nagovarjajo pa, in tega javnost ne ve, kaj uzakonitev, skratka prenos te pravice in dozdevne pravice na pravno raven pomeni za celotno družbo. In če bi ljudje nekoliko bolj, če bi javnost nekoliko bolje bila seznanjena glede vseh ostalih nevarnosti, kaj to pomeni, če to
pravno uredimo, kaj pomeni to za samo medicino, Ja. ki spreminja tisočletne vrednote, kaj pomeni nazadnje za vrednotenje torej temeljne vrednote naše kulture, ker je vendarle nedotakljivost dostojanstva in spoštovanje življenja prastara vrednota, ki je del svetovnega etosa, ne samo pri nas, temveč povsod po svetu. Če bi se o tem pogovarjali, potem bi morda tudi nekoliko bolj previdno dajali svoja mnenja o tem, ali si želimo, da bi bilo to uzakonjeno ali ne. Jaz bi še to aplicirala na to, da dejansko je potrebno poznavanje in pa diskusija. Ne? Ko so delali anketo v Avstraliji, za prvem letniku študente medicine in potem zadnjem letniku, je bilo za 2/3 študenti, ki so bili prej za, čez 60%, so bili potem okrog 20 do 30% za evtanazijo. To se pravi, ob izobrazbi, ob odpiranju problema dostojanstva in pa pomoči strani medicine se je bistveno to drugače spremenilo, to mnenje. In isto, zdaj lahko gledamo, tudi v Sloveniji so bile take ankete zdravniki, torej med zdravniki je velika razlika, kot se tudi piše po časopisih, da je veliko za evtanazije. Potem se pa gre bolj podrobno pogledati, katere skupine so tiste, ki so za in katere niso, in vidimo, da je najmanj zdravnikov za evtanazijo tisti, ki se ukvarjajo s paliativno terapijo, bolniki, ki se ukvarjajo z onkološkimi bolniki in karcinomi oziroma hematološkimi malignimi obolenji. Te so najmanj za to evtanazijo. V primerjavi s tistimi zdravniki, ki se ukvarjajo z medicino dela in tako naprej, kakorkoli že. In tukaj je to, kar je kolega rekel, pomembno je izobraževanje, pomembna je diskusija in potem odločitev. Sej tudi zdravnik v intenzivnem oddelku ali zdravnik na onkološkega bolnika. Tudi sama sem delala 40 let umirajoče bolnike, ki so težko dihali zaradi pljučnega raka. Torej so se dušili, ne? To vidiš, do katere stopnje bolezen ima svoj potek, ki ga ne moreš spremeniti in ne daješ potem ne vem vse kakšne, zato da je lahko še ne vem kako dolgo živi, ampak mu pomagaš, da ne trpi ob tem, ko bolezen ima svoj potek in svoj konec. Slišali smo v preteklosti večkrat, da je bilo na področju paliative storjenega v Sloveniji premalo in da po svoje nekateri ugibajo, da je češ evtanazija odgovor na to. Ja, lahko bi bilo, ja. Dejstvo je, da je skrb za hudo bolnega stane veliko več, kot bi druga možnost prej končati življenje prostovoljno s samomorom. Doktor Ošlaj, kje smo kot družba, ko začnemo s takšnimi razmišljanji, zašli? Ja, tudi to ni nič novega, ne? Tudi posod tam, ker so uzakonili, so počeli enako. Prej sem omenjal primer Kanade. Naj omenim, da leta 2017, torej 1 leto po uzakonitvi evtanazije in asistiranega samomora, zakonodajalec že postregel za podatki, koliko prihrankov je to prineslo seboj. Omenjena je bila številka 140 milijonov na letni ravni. Zanimivo je tudi, da naš predlagatelj, torej Srebrna nit, v osnutku zakona na nekem mestu izrecno omenja številke, da je skratka paliativna oskrba 2 do 3-krat dražja od evtanazije. Na ta način seveda pošiljamo v družbo usodna sporočila, ki so seveda povsem usklajena z sodobnim neoliberalnim vrednotenjem naše družbe, ne, ker gre samo za povečevanje dobičkov in zmanjševanje stroškov. Na ta način, torej, dokler o tem govorimo na ravni gospodarske rasti, je lahko to sprejemljivo, ko pa tudi človekovo življenje postane na nek način delnica na neoliberalni borzi in le to življenje in njegovo vrednost potem povezujemo z stroški in z prihranki, potem mislim, da smo zašli v neko smer, iz katere se bo težko vrniti in to tisto, kar me trenutno tudi zelo skrbi. Pa vas skrbi? Ja, mene tudi zelo skrbi. Ob tem sem dobila misel, ko pravzaprav imamo dva dejstva. Veliko samomorja pri starejših, 2 do 3-krat več pri nas v Sloveniji kot kjerkoli drugi, zaradi stisk, ki so socialne, emocionalne, pa tudi najbrž tudi bolezen. To so ene stiske, druge stiske so pa mladih tudi, ki delajo samomore. In mi imamo tudi posebna društva, posebne skupine, ki pomagajo članom družine, ko nekdo naredi samomor. Mi se o tem sploh ne sprašujemo,
kaj to pomeni, če en mlajši človek, pa tudi če ima neznosna trpljenja, pa to, kako mu družini pomaga, se to ni kar tako enostavno. V tem noben ne govori, da so posledice v družini, ko naredi njihov družinski član eno tako dejanje. Torej, o tem jaz sploh nisem slišala nobenega pogovora v naših medijih in niti v stroki ne. In kaj šele, ko bi nekdo pomagal oziroma asistiral pri samomoru, tudi o tem ni bilo veliko govora. Za danes, spoštovana gosta, iskrena hvala, ker sta si vzela čas in prišla v naš studio. Hvala lepa. Hvala lepa. Iskrena hvala vam, spoštovane gledalke in gledalci Domovine, ker ste spremljali vročo temo, ki bo glede na današnjo razpravo postala še bolj vroča. Mi jo bomo spremljali tudi na portalu Domovina. Želim vam vse lepo.